In kot napovedano, imamo gosta danes v tem studiu in sicer je z nami direktor Hrama kulture Arnolda Tovornika, Miha Krajnčević. Miha, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. A energija iz Selnice, iz Dravske doline. Volušno. Tako, Miha, smo pred začetkom dnevov Arnolda Tovornika, že 9. V bistvu se začne v petek. Tako je, oziroma, če smo že čist natančni, začnemo že se pravi, danes je sreda, ne? Ja. Jutri začnemo z otvoritvijo razstave. Aha. Zato, ker smo ugotovili, da nam in vsebinsko in organizacijsko predstavitev knjige pa razstava ne gre skupaj, ker se potem to malo mešajo ljudi in interesi. Tako da začnemo jutri z razstavo, v petek potem pričnemo seveda z predstavitev knjige Ostane to severju. Na kar je toti reporter Milan, verjetno ljudem nekaj malega znano tu v okolici. In v soboto dopoldan je potem predstava Zvok iz glave, kjer Center Arnold Tovornik nastopa kot koproducent skupaj z centrom Gustav Šilih Maribor. Ja. In potem gremo naprej z predstavo Na zdravje, v nedeljo ponedeljek Špas teater, v torek Domen Valič kot Žigolo in končamo z Jamsko žensko v sredo. Skratka, tudi tokrat, predvsem ob seveda ostalih kulturnih dogodkih, kot smo slišali, predvsem ostaja rdeča nit komedija. Ja, seveda, ker gradimo na liku Štefa, poskušamo sicer poiskati, kolikor se le da, posameznike oziroma monokomedije, ampak seveda danes je produkcija kvalitetnih stvari malo slabša, kot je bila pred korono, ampak se stvari izboljšujejo. Vsekakor pa vsako leto ozaljšamo, kolikor se le da z nekimi presežniki in to leto jaz verjamem, da je to knjiga Ostane to severju. Ja, in o tem seveda pripravljamo tudi mi na Totem Radiu posebno zgodbo z avtorjem, ampak ja, morda še zdaj, če smo že načeli, zakaj pa ravno knjiga Ostane to severju? Ja, ker za Arnoldom Tovornikom je igralska veličina njemu enaka, samo Ostane sever in na tak način v bistvu mi nadaljujemo. Lani smo predstavljali Angelico Jenčičanko, ki je na nek način Rošanka, pa je nekoč to bila skupna občina. Pa to leto pa Ostane sever, verjetno naslednjo leto, ne vem, Peter Ternovšek in tako dalje. Kmalu Tine Križanič, verjetno zdaj, če gremo po nekih ja, če gremo po teh standardih, definitivno. Ja, počasi bo. Dejstvo pa je, da je tudi Hram kulture Arnolda Tovornika postal dejstvo. Zdaj bo počasi desetletje, ne? Ja, drugo leto bomo imeli dve 10. obletnici, ne, se pravi otvoritve in dnevo Arnolda Tovornika, to bo zelo zanimiv program, kjer bo bi rekel, dva domača režiserja, ne? Jaz upam, da Jan Krmelj in pa Boris Bezič režirala ta dva dogodka in to verjamem, da bo kar zanimivo. Je pa seveda dejstvo, no, da mi zdaj že zadnje čase opažamo, sploh pri večjih projektih, pa tudi pri manjših, da je precej obiskovalcev tudi od drugod. Se pravi, mi medijsko pokrivamo z našimi medijskimi pokrovitelji, pa na nek način rednimi medijskimi sodelovanji, ne, od celotno Dravsko dolino, pa ta severovzhodni konec Slovenije, kar pomeni Ptuj, recimo Murska, pa tam nekako Slovenska Bistrica, pa do Celja. In pri marsikaterem projektu imamo pozive tudi od tam in seveda tudi stranke, ki prihajajo, oziroma naše obiskovalke, ne stranke ali obiskovalci, in smo seveda s tem zelo zadovoljni, kar pomeni, da ponujamo dovolj kvaliteten program in na nek način tudi zelo kvalitetno storitev, takrat, ko ljudje pridejo v hram in se seveda jaz upam, da radi vračajo. No, to lahko tudi jaz potrdim, zato ker sicer zdaj par leti že v Rušah, prej pa v Lovrencu na Pohorju, in se mi fajn zdi, da je Hram kulture ponudil te neke vsebine, zelo kvalitetne, ne samo recimo predstave, tudi koncerte, da se ne rabimo voziti stalno v Maribor, ampak da imamo res na dosego roke recimo jazz koncerte, kantavtorske koncerte. Kar je najbolj pomembno, za najnižjo ceno. Ja, to pa je. Ja. Tudi to. Ker seveda mi na nek način razumemo, kaj pomeni biti javna služba na področju kulture, in ta dostopnost do vsebin kulturnega pomena mora biti seveda dostopna čisto vsem. In verjamem, da za ceno 15 €, ne, pravzaprav, ki je naša, bi rekel, takrat, ko smo mi organizatorji, da se ne bomo narobe razumeli, je pri nas zdaj že 4 leta, pravzaprav mi cene vstopnic ne spreminjamo.
Kar je seveda vrhunsko in zato enostavno lahko tudi snamemo klobuk ta trenutek, da imate ta posluh tudi še na drugi strani. Je pa zanimivo, tudi to bi izpostavil, čeprav nima neposredne veze z dnevi Arnolda Tovornika, ki se začenjajo zdaj konec tedna, ampak da je tudi velik posluh za jazz v Selnici. Ja, to pa je novi projekt, ki smo začeli z jazzelnico, to je bila skupek ali sinergijski učinek, pogovora z mojim prijateljem Tomažem, ki sem v bistvu sedela skupaj in je on rekel, da bi on nekaj delal, on je sicer zdaj v Selnici, že 16-17 let. In smo rekli, nič pa dajmo to narediti v Selnici, ime smo dali jazzelnica, jazz Selnica. Ja, lepo, lep neologizem. In imamo celostno grafično podobo in smo zastavili na nek način 3-letni program z 8 do 9 dogodki. In fun fact je v marcu, se pravi po koncu dneva Arnolda Tovornika, v soboto 16. je ta jazzovski koncert in potem se to nadaljuje do novembra. To je vse na naši spletni strani www.hramkulture.si, tako kot tudi vse ostale informacije. Tako. Se dajo vse tam dobiti, tudi nakup stopnico praviti in verjamem, da bomo po malem zatišju v Mariboru, Sačmuta več ni, kar nekatere stvari, ko smo se malo pogovarjali, so malo ugasnile, da bomo pač to obudili v Selnici ob Dravi. Kar se meni zdi res vrhunsko in tudi ena taka pozicija je, ker je jazz je vedno bil nek kontrapunkt popularni glasbi in je lahko tudi zdaj Selnica, če pogledamo čisto metaforično, kontrapunkt nekemu dogajanju v večjih okoljih. Ja. Lepo sem povedal, ne? Lahko date na hramkulture.si, lahko date gor, lahko me citirate, za stojim dam, zato ker seveda spoštujem, kar počnete. Torej, ampak dnevi Arnolda Tovornika, 6 predstav je, nekaj jih je že razprodanih. 3 so razprodane, se pravi nedeljska predstava oziroma kako se znebiti bodočega moža. Mislim, da je samo še ena. Ne? To je pravzaprav zelo poučna predstava, glede na to, da se navezuje seveda 8. marec. Tisti moški, ki ne bojo dovolj pozorni, bojo ženske si ogledale to predstavo, kako se znebiti bodočega moža, ker ni dovolj pozoren. Znati nastati težava, ampak to ni naša krivda. Se pravi, 3 predstave so razprodane, samo še ena stopnica je pri tej predstavi, predstava na zdravje in pa, se pravi, Žirja Bedako, in pa Žigolo od Dom Navaliča, to pa še je nekaj stopnic, tako da ste seveda vsi tisti, ki ste še zainteresirani, pohitite, ker tudi to bo šlo. Se grejo k koncu. Ja, res je in smo veseli. Mislim, to je super za organizatorja, da ima praktično vse razprodano, preden se sam festival začne. To je zelo dober občutek. Ja, verjamem in zasluženo. Miha, torej prenesi naše pozdrave in čestitke vsem sodelavkam in sodelavcem. Seveda to ne pomeni, da še neke vstopnice ne obstajajo, naj samo povem, od jutri naprej tudi pri nas na Totem Radiu imamo vstopnice za predstave oziroma bomo imeli za vas za dneve Arnolda Tovornika. Miha, veliko uspeha in se vidimo v Selnici. Do slišanja. Hvala.